gostje, v današnji publikaciji oziroma knjižici, o katerih govorimo in se pogovarjamo, sta pomembni vodnici pri vzpostavljanju pravičnega ekonomskega modela za vsakega politika, kot tudi za vsakega poslovneža. V središče na nek način postavljata socialno-tržno gospodarstvo, ekonomski model, ki se je doslej v zgodovini izkazal kot najbolj učinkovit in tudi najbolj pravičen ekonomski model. Socialno-tržno gospodarstvo ima 4 pomembne temelje: svobodo, konkurenco, odgovornost in solidarnost. Svoboda je ključna za ustvarjanje idej, kajti prekomerno vpletanje države vodi v odvisnost in zavira kreativnost državljanov. Konkurenca poskrbi, da razpoložljive vire uporabimo učinkovito in da stalno iščemo možnosti in priložnosti za izboljšave. Odgovornost pa od vseh, zlasti pa od političnih odločevalcev terja, da postavimo meje svobodnemu trgu tam, kjer lahko povzroča škodo za življenje in razvoj družbe. Solidarnost pa nam nalaga, da pomagamo tistim, ki si sami ne morejo pomagati. Socialno-tržno gospodarstvo je sestavljeno iz 2 besedic: socialno in tržno. Vse jaz besedico tržno razumem kot neke vrste nakazovanje države, da vzpostavi okolje, v katerem bodo imeli vsi državljani enake izhodiščne možnosti za razvijanje svojih talentov. Besedico socialno pa ne razumem tako, kot morda številni v Sloveniji, da je namenjena temu, da bi onemogočila pridne in delavne, zato da bi bili na koncu vsi enaki, ampak je besedica socialno razumem predvsem tako, da smo vsi zavezani kot družba, da pomagamo tistim, ki si sami ne morejo pomagati, ne tistim, ki nočejo delati. To bi naredil pomembno razliko. Pomagati tistim, ki si sami ne morejo pomagati, ne pa tistim, ki si ne želijo delati in prevzemati odgovornosti. Krščanski demokrati smo pred zadnjimi volitvami predstavili obsežen gospodarski program, po mnenju strokovne javnosti, zlasti ekonomske, najboljšega med političnimi strankami, s katerim smo želeli Sloveniji in v Slovenijo dokončno uvesti socialno-tržno gospodarstvo. Ne boste verjeli, označeni smo bili za neoliberalce, ki naj bi bili gluhi za socialno ogrožene in poslušne bogate. Seveda smo se spraševali, zakaj naš reformni gospodarski program naletel na tovrstne negativne odzive. In poskušali smo se odgovoriti v 2 delih. Prvi del odgovora smo našli v zapuščini socializma, saj ljudje še vedno veliko pričakujejo od države. Zato v vseh volilnih kampanjah predvsem briljirajo in uspevajo politiki, ki v svojih nastopih obljubljajo še več državnih izdatkov in takšne in drugačne socialne bombončke. Če bi naši tuji gostje spremljali televizijska soočanja v volilni kampanji, potem bi lahko ugotovili, da politiki žal med seboj tekmujejo, kdo bo ljudem ponudil boljše socialne pomoči. Žalostno, namesto da bi tekmovali, kdo bo ljudem ponudil boljši program za nova delovna mesta. No, drugi del odgovora, zakaj je bil odziv na naš program negativen, pa se neverjetno skriva v dojemanju podjetnikov strani širše javnosti. Zaradi nekaj slabih, korumpiranih in neodgovornih podjetnikov se zdi, da žal širša javnost podjetnike dojema kot izkoriščevalce in prevarante, ki naj bi do svojega premoženja prišli na nepošten način. Žal je slika taka, je pa zelo krivična, ker je takih posameznikov malo, mnogo več pa je tistih uspešnih podjetnikov, ki garajo iz dneva v dan, da svojim zaposlenim zagotovijo plače.
Sodeč po zadnjih volitvah in po rezultatih slovenska javnost še vedno vztrajno zavrača reformno naravnane programe, posledica tega pa je, da danes še vedno nimamo socialno-tržnega gospodarstva. Številni v Sloveniji za nastalo krizo krivijo kapitalizem oziroma, kot se zelo velikokrat uporablja, da je za vse naše tegobe kriv neoliberalizem. Krščanski demokrati ocenjujemo, da s tem zgolj zamegljujejo resnična dejstva. Do zloma bančnega sektorja v Sloveniji in s tem tudi povezano do propada gradbenega sektorja v Sloveniji ni prišlo zaradi svobodnega trga, ampak predvsem zaradi tega, ker trg sploh ni deloval. Bančne luknje niso nastale zaradi pohlepa bankirjev, po maksimiranju dobička, kot bi se komu zdelo, ampak predvsem zaradi neodgovornega in brezbrižnega deljenja kreditov po prijateljskih linijah. V Sloveniji se sindikati in levica ukvarjata predvsem z delitvijo. Manj jih zanima, kako bomo ustvarili, kako bomo bolj inovativni, kako bomo bolj konkurenčni, da bomo ustvarili več delovnih mest. Prepričujejo nas, da so besede kapital, dobiček, globalizacija nekaj grdega. Morda je res, da se vse to lahko zlorabi, da ne služi človeku, lahko mu tudi vse te stvari jemljejo svobodo in dostojanstvo, a poglejte, tudi z nožem se lahko reže kruh ali pa zadaja rane. Pomemben je torej način uporabe, kakšna so pravila igre, kako jih spoštujemo in kakšna je pravna varnost. Za socialno-tržno gospodarstvo je ključno, da so pravila igre vnaprej znana in da veljajo za vse enako. V Sloveniji pa ni samo vtis takšen, tudi realnost je takšna, da so pravila za nekatera bolj trda, veljajo bolj kot za druge. Prav tisti, ki se v svojih besedah najbolj odločno zavzemajo za večjo pravičnost in solidarnost, tu moram izpostaviti zlasti slovenske sindikate, s svojim nasprotovanjem reformam dejansko pomagajo ohranjati pajdaški kapitalizem, v katerem peščica bogati, množice pa iz dneva v dan postajajo revnejše. Vsi tisti kritiki gospodarskega programa krščanskih demokratov pozabljajo, da so prav nova delovna mesta najboljša socialna politika. Danes se v Sloveniji brez dela več kot 110 tisoč ljudi. Slovenijo letno zapusti 8 tisoč ljudi. In zato si krščanski demokrati resnično želimo, da bi bili politiki odgovorni, da bi politika tekmovala ne v tem, kdo bo ponudil boljšo socialno pomoč, ampak kdo bo ponudil boljše pogoje za delovna mesta, da bodo lahko ljudje odvisni od svoje plače in ne od socialne podpore. In ko so nas spraševali na raznih soočenjih, kje se kaže krščanska ljubezen v vašem programu, kje je ta krščanska nota vašega, v navednicah, neoliberalnega programa, smo jim odgovarjali, da se krščanska ljubezen do bližnjega kaže prav v tem, da ustvarimo pogoje za nova delovna mesta, torej za človeka dostojno življenje. Po naši oceni je to najboljša oblika krščanske ljubezni. Vsebina teh dveh publikacij, o katerih je danes govora in o katerih razpravljamo, kristjane v politiki in tudi v gospodarstvu poziva k dejanjem za vzpostavitev socialno-tržnega gospodarstva. Na tej poti bo kar nekaj preprek in nasprotovanja strani tistih, ki jim sedanja situacija ustreza. Nekateri so šli, zlasti tistim, ki nasprotujejo reformam, so šli tako daleč s svojimi izjavami in nasprotovanji, da so spretno iz konteksta iztrgali celo izjave papeža Frančiška in jih uporabili za argumentacijo proti reformam gospodarskim v Sloveniji. Drži, da je papež Frančišek kritičen do stranpoti kapitalizma, vendar to še ne pomeni, da je zagovornik socializma.
Očitati papežu, da je socialist, je nekaj podobnega, kot bi Churchillu očitali, da je diktator, ker je bil kritičen do demokracije. Torej, krščanski demokrati poudarjamo, da v Sloveniji lahko le z reformami pridemo do resničnega socialno-tržnega gospodarstva. Iluzije o demokratičnem socializmu so lepo zveneče, a zgodovinsko potrjeno, dokazano neuspešne. Socializem dolgoročno pelje le v enakost v revščini, nadaljnje vztrajanje pri sedanjem modelu pajdaškega kapitalizma pa pomeni nadaljnje poglabljanje razlik med bogatimi in revnimi. Zato se krščanski demokrati želimo svoboden trg, ki bo ljudem omogočal razvijanje njihovih talentov, želimo onemogočiti monopole in kartele, ki odirajo potrošnike in uničujejo vsa preostala podjetja. Zato bomo naredili vse, da država ustvari okolje, v katerem imamo vsi enake štartne možnosti, v katerih so davki zmerni, kjer so storitve javnega sektorja usmerjene v podporo državljanom in gospodarstvom in kjer država prevzema skrb za dejavnost le tam, kjer zasebni sektor ni učinkovit. Le takrat bomo imeli socialno-tržno gospodarstvo. Hvala za vašo pozornost.